Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem še zadnja ovira pred našo prvo pavzo oziroma odmorom. Preden začnem za svojo predstavitvijo, mi je mogoče rad še povedal, da če se vam bo porodilo kakšno vprašanje, ga lahko napišete v prostor Q&As, kjer bojo naši moderatorji potem to vprašanje prebrali in mi ga na koncu tudi postavili, tako da bom na koncu svoje predstavitve pustil nekaj časa tudi za vaša vprašanja. Kot je Tanja omenila, želel bi predstaviti v bistvu, kakšno moč ima mednarodno sodelovanje na področju terciarnega izobraževanja. In preden začnemo z samimi učinki in pa rezultati programa, seveda moramo najprej se spomniti, kaj so tudi cilji Erasmus Plus programa. Prvi ključen cilj je izboljšati raven ključnih kompetenc in pa tudi spretnosti, tako preko mobilnosti, kot tudi preko okrepljenega sodelovanja med svetom izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela. Drugi cilj programa je v bistvu spodbujati krepitev kakovosti, odličnost inovacij in pa samo internacionalizacijo, kot tudi spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja, ki potem služi kot podlaga oziroma podpora vsem nacionalnim sistemom izobraževanja. Eden od ciljev je tudi izboljšati mednarodno razsežnost izobraževanja in usposabljanja, zlasti kar se tiče sodelovanja med institucijami iz programskih držav in z institucijami iz partnerskih držav. Torej, to so vse tiste države, ki niso vključene v program kot programske države, ampak so, na kratko jim rečemo, ne EU države, čeprav vemo, da imamo tudi med programskimi ne EU države. In pa potem še izboljšati poučevanje in učenje jezikov in pa spodbujanje široke jezikovne raznolikosti ter medkulturne zavesti Evropske unije. Če pogledamo nekaj številk najprej. Tako Alenka kot Urška sta že omenili, da so sredstva namenjena za mednarodno sodelovanje v vseh sektorjih, torej v celotnem programu Erasmus Plus rasla skozi leta. Leta 2014 smo tako začeli s 5 milijoni evrov na področju terciarnega izobraževanja in s tem smo lahko odobrili 60 projektov. Medtem ko smo letos zaključili v zadnjem razpisnem letu z kar 11 milijoni evrov in odobrili smo 83 projektov. Vse skupaj je bilo torej za terciarno izobraževanje v Sloveniji namenjeno več kot 58 milijonov evrov, od katerih smo uspeli počrpati 93% sredstev nekje v povprečju. To pomeni, da je Erasmus Plus omogočil kar 504 projekte mobilnosti in pa 20 projektov strateških partnerstev. Znotraj vseh teh projektov je bilo vključenih 87% vseh slovenskih institucij z področja terciarnega izobraževanja. Pa si dajmo pogledati še nekaj bolj osebnih številk, recimo temu. Skozi vse te projekte smo tako lahko omogočili več kot 53 000 zgodb mobilnosti, zgodb mednarodnih izmenjav, tako osebja kot tudi študentov. In če pogledamo najprej za osebje, lahko vidimo, da 8000 osebja je šlo v tujino iz Slovenije in 8000 osebja iz tujine je prišlo v Slovenijo v teh 7 letih. Pri študentih so številke še toliko večje. 16 000 slovenskih študentov je šlo na izmenjavo v tujino, tako bodisi na študij ali praktično usposabljanje, in pa kar 20 500 študentov je prišlo iz tujine v Slovenijo. Če pa pogledamo mogoče še spolno razmerje, lahko vidimo, da vseeno ženske malo prevladujejo, tako pri študentih kot osebju, in sicer 60% udeležencev je žensk in 40% moških. S katerimi državami smo najpogosteje sodelovali? Preden se v bistvu lotim držav samih, bi rad povedal, da kljub naši majhnosti pa je Slovenija bila prisotna kar v 84 državah, tako ali drugače. Torej, od tega jih je 32 programskih držav in pa 52 partnerskih držav, torej teh ne EU držav. Med programskimi državami smo najpogosteje tako skozi mobilnosti ali pa strateška partnerstva sodelovali z Španijo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško, Italijo, Češko in pa Poljsko.
Kar se tiče pa partnerskih držav, nas ne preseneča, da najpogosteje sodelujemo z Srbijo, ki je, naj vas spomnim, od leta 2018 tudi postala programska država, Bosno in Hercegovino in pa Rusijo. V podporo Erasmus Plus programu pa na CMEPIUS-u peljemo tudi nekaj iniciativ. Koordinirali smo tudi določene projekte. Ena od teh iniciativ je Study in Slovenija, ki jo koordiniramo od leta 2015 in katere glavni namen je v bistvu promocija terciarnega izobraževanja v Sloveniji med mednarodno sfero. Te aktivnosti so v glavnem zaobjemale udeležbo na različnih sejmih terciarnega izobraževanja, visokošolskih sejmih, kot tudi udeležbo na raznih konferencah in pa seveda naša spletna stran Study in Slovenija, ki predstavlja vstopno točko za vse tuje študente, ki prihajajo k nam na študij, bodisi redni študij ali izmenjavo. Sama iniciativa pa je skozi sodelovanje v nacionalni mreži v bistvu povezala univerze, ki sedaj bolj enotno in usklajeno promovirajo možnosti za tuje študente. Povezala nas CMEPIUS kot nacionalno agencijo z drugimi agencijami in pa z matično Study in Europe inicijativo, s katerimi smo si delili dobre prakse. Kar nekaj teh praks smo lahko tudi mi delili z njimi in seveda se veliko od njih tudi naučili. Prav tako je krepila zavedanje o obstoju in pomenu programa Erasmus+, tu predvsem kar se tiče mednarodnega dela, se pravi izven EU, kjer posamezniki niso bili tako ozaveščeni o možnostih, ki jih Erasmus+ za njih ponuja tudi. Kot to pa je ozaveščala tudi pomen mednarodne aktivnosti pri vseh ključnih deležnikih, predvsem na področju administrativnih postopkov, kar se tiče pridobivanja viz, dovoljenj za prebivanje in tako naprej, z namenom olajšanja v bistvu udeležencem prihod v Slovenijo. Druga iniciativa, ki smo jo prav tako peljali v podporo Erasmus Plus programu, je EURAXES. Gre za v bistvu vstopno točko za tuje akademsko osebje in raziskovalce. In tudi tu smo v bistvu dosegli večje sodelovanje, izmenjavo znanj, praks in izkušenj med člani nacionalne skupine in širše. Pomemben projekt pa je predstavljal tudi v bistvu v okviru Evropskega visokošolskega prostora, ki smo ga koordinirali na CMEPIUS-u v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in šport. In sicer peljali smo ga v podporo implementaciji reform Evropskega visokošolskega prostora in programa Erasmus+. V okviru tega projekta je nastala tudi nacionalna strategija internacionalizacije visokega šolstva, ki je potem predstavljala tudi podlago za iniciativo Study in Slovenija. In pa v okviru projekta smo izvedli kar nekaj delavnic na različne teme, na primer pisanje učnih izidov, medkulturne kompetence in pa internacionalizacija kurikuluma in pa organizirali tudi nekaj mednarodnih konferenc. Če pogledamo še aktivnosti, ki smo jih na področju terciarnega izobraževanja v zadnjih 7 letih v podporo Erasmus Plus na CMEPIUS-u izvajali. Kot ključno bi omenil EČE evalvacije. Torej EČE je Erasmus univerzitetna listina kakovosti, brez katere verjamem, da že vas večina ve, te institucije terciarnega izobraževanja ne morejo sodelovati v Erasmus Plus programu, saj predstavljajo v bistvu osnovo, nekako zavezo institucije o spoštovanju načel Erasmus Plus programa in mi kot nacionalna agencija smo te zadeve redno z obiski preverjali. Te obiski so izgledali tako, da smo obiskali institucijo po predhodni napovedi seveda in govorili z različnimi ključnimi skupinami znotraj institucije, od vodstva do mednarodnih pisarn, koordinatorjev, kot tudi samimi udeleženci mobilnosti, torej osebjem in pa študenti. Glavni namen teh evalvacij seveda je bil pač preveriti
ustrezno ravnanje v sklopu oziroma v skladu z načeli, ki jih predvideva Erasmus listina, in pa v bistvu tudi neke vrste svetovanja institucijam, kako izboljšati tiste dele, kjer so se mogoče zadeve zatikale. Če lahko delim z vami še ključne ugotovitve. Ugotovili smo, da v bistvu v večini naše institucije smiselno umeščajo strategije internacionalizacije, da transparentno in pravično informirajo in izbirajo udeležence mobilnosti, da imajo vzpostavljene dobre delujoče mehanizme podpore, tako za pripravo udeležencev na mobilnosti, kot tudi za integracijo tujih študentov in osebja. Nekaj pa se nam še zatika pri priznavanju mobilnosti in pa pri sami reintegraciji udeležencev po mobilnosti, torej temu izkoristku znanja in spretnosti, ki jih prinesejo, kar je na nek način tudi internacionalizacija doma. Druge aktivnosti, ki jih želimo omeniti, so tudi različne konference, delavnice in seminarje, ki smo jih organizirali v zadnjih letih. Med njimi delavnice skrite kompetenc, strateška internacionalizacija, seminarji in delavnici za prijavitelje, strateške države za sodelovanje z ameriškimi in afriškimi institucijami terciarnega izobraževanja, zavzeta univerza, krizni menedžment, diseminacija rezultatov. Kar pa bi želel izpostaviti, so pa v bistvu poletne šole. To zadevo smo vpeljali leta 2018 in gre za dvodnevni dogodek za naše pogodbenike, kjer smo poleg tistih osnovnih pravil in načel Erasmusa in pa samega pogodbenega sodelovanja v okviru projektov želeli oziroma smo nudili našim pogodbenikom tudi vsebinske nekako informacije, kako čim bolje implementirati in izvesti projekte. Hkrati so pa služili tudi kot priložnost za mreženje, deljenje praks, deljenje znanj in s tem v bistvu smo obogatili naše sodelovanje, kar je na koncu seveda rezultiralo z kakovostnejšimi projekti. Opravili smo pa tudi kar nekaj študij, analiz in raziskav, ki jih lahko vedno najdete na naši spletni strani. Pa če se zdaj še konkretno lotim same moči programa. Program Erasmus Plus ima učinke na različnih ravneh in če pogledamo na ravni posameznika, so to seveda izboljšane kompetence. Tu gre predvsem tiste bolj generične kompetence, ki pa potem pozitivno vplivajo tudi na samo zaposljivost študentov in pa karierni razvoj, tako študentov kot osebja. Zadeva se predvsem pri osebju potem tudi preslika na institucijo. Če znajo ta nova znanja in nove pristope poučevanja tudi vključiti pri svojem delu in pa v bistvu predati študentom in osebju, ki ne odhaja na izmenjave in s tem v bistvu upravijo internacionalizacijo doma. Na ravni institucije so objavljeni tudi marsikateri strokovni članki, prispevki na konferencah in pa nastajajo tudi novi mednarodni projekti. Če pa pogledamo še mogoče malo bolj na sistemske učinke oziroma spremembe, ki jih Erasmus Plus projekti tudi prinašajo, med njimi na primer spremenjeni habilitacijski postopki, ureditev tutorstva s pravilniki, internacionalizirani kurikuli, mednarodni tedni, tudi krepitev sodelovanja med mednarodno pisarno in kariernim centrom, izvedbe programov v angleščini, razvoj novih študijskih programov, tečajev, spletnih učnih okoljnih in učnih gradiv. Tako da vidimo, učinki so možni na različnih ravneh in seveda jih želimo tudi na vseh teh ravneh dosegati tudi v bodoče. Obe kolegici sta tudi že omenili kar nekaj izzivov, s katerimi smo se soočali letos. Tukaj bi v bistvu na kratko samo rekel, da vse to nam je pokazalo samo eno, da z konstruktivnim sodelovanjem in odkrito komunikacijo lahko skupaj v bistvu prebrodimo vse te izzive in še vedno izpeljemo uspešne projekte, mednarodne projekte. In verjamem, da tudi v prihodnosti, kljub vsem izzivom, ki prihajajo nasproti, bomo z dobrim sodelovanjem uspeli omogočiti marsikateremu študentu, da opravi takole selfie s svojimi novimi kolegi iz različnih kulturnih ozadij.
Mogoče še en razlog na kratko, zakaj prihodnost prinaša tudi v bistvu nekako nove pristope do naših ciljnih uporabnikov. Med drugim to predstavlja tudi različne komunikacijske kanale, kako dostopati do študentov. Jaz sem na TikToku našel, gre za novo socialno omrežje, ki zelo raste med mladimi uporabniki, našel kar nekaj zanimivih Erasmus videov, pa sem vam jih nekaj pripravil, da bom delil z vami, so zelo kratki. Je pa to še en namig, v bistvu, kako najlažje doseči študente, v bistvu tako, da njih uporabimo pri samem planiranju nekih komunikacijskih akcij, kajti poznajo zadeve, poznajo svojo generacijo in so v toku z dogajanjem. Zdaj pa si poglejmo tele videe. It was a cultural reset. It was a cultural reset. Evo, tako, nekaj kratkih videov, kot vidite, so lahko kratki, ampak z močnimi sporočili. Vem, da niso bili v angleščini ali pa slovenščini, ampak s tem sem delno tudi nagovoril eden od ciljev Erasmusa, se pravi širiti raznolikost jezikov v Evropski uniji. Za konec pa mogoče še bi rad delil z vami razlog, odkot tudi moja srčnost pri delovanju na področju mednarodnega sodelovanja. In sicer bi delil z vami nekaj fotografij enega mladeniča pred 13 leti, katerega je zaznamovala mednarodna izkušnja v Kanadi z namenom študija in brez katere ne bi bil to, kar je, in ne bi bil tu, kjer je danes. Hvala za vašo pozornost.